Se pravi, ampak ko moraš nekako dobiti več igralcev na kup in imaš recimo turnirje, je nekako standardizirano, koliko modifikacije lahko noter, verjetno se morajo vsi pripraviti naprej, a ne? Jaz sem poleg eventov tudi organiziram global turnamente za OSU. Ja? Sem jih že kar par organiziral, ko so bili officially supported, pa so badge talali, to so pač neke značke, dobijo igralci, ko pol na profilki se izkaže, prikaže. To je vse dosežek. To je vse online dejansko, o turnirjih. To je vse online, včasih je tudi na samem placu, da so vsi skup, ne, in da pač igrajo, ne, tako kot CSGO turnir ali pa kakšen Valorant turnir, kako je bilo gang. Mape, turnir je tak nared, pač, da so prijave, igralci se prijavijo, neka, ne vem, omejitev je, vsi, ko so, ne vem, rank do 10,000, ali pa recimo sam tisti, ko imajo 6-števčno ranking številko, ali pa open rank, karkoli. In pol je, ne vem, neka tema turnirja, ne vem, lahko so sam anime tournament, da so sam anime songi, ali da je, ne vem, metal fest ali pa kaj takega. In pač pol organizacija poteka na tak način, da se zberejo, ne vem, komentatorje, streamerje, da referee, sodniki, da je nek visual design, dizajnerji. In to je, pač mi smo tako povezani kot skupnost, da to vsi zastojno delamo. In eni vložijo po 5-6 ur na dan sam za Stefanjo, za pomaganje tem turnamentom. Pač ogromno je tega. Kako se torej ti turniri recimo razlikujejo od običajnih e-športnih turnirjev? Obstajajo tudi kakšni, ne vem, nagradni skladi? Omenil si, da nekako zadeva je dosti profesionalno sestavljena v smislu, da imaš sodnike, imaš colorcasterje ali kakorkoli, ne, imaš potem seveda igralce. Koliko razumem, so ta tekmovanja razdeljena ne samo po igralcih, ampak ti igralci so povezani lahko v skupine, v time. Teh e-športnih ekip ni, ker tudi budžetov ni, ker OSU nima dosti igralcev, pa toliko, da bi pač že kom itak finančno stojijo na teh eventih. Recimo vsako leto je COE, to je globalni meet na Nizozemskem. In že recimo za celo dvorano so šli bankrupt že 2 leti. Potem obstajajo določeni profesionalni igralci, bi rekel, ali so profesionalni tretirani samo tisti, ki so v bistvu visoko na lestvici, ampak nimajo nekega backinga, niso finančno, ali da bi se služili tega, ali pa kaj. Nimajo nekih sponzorjev in tako naprej. So mogoče kakšni streamerji? Ja, streamerji imajo svoje sponzorje, samo to pa ni v okrilju OSU. Nimajo pa pač nekih gaming houseov in gaming organizacij, ki bi imeli pač OSU kot eno od iger, v katerih tekmujejo. Ne, to je vse online, to nima nič v zvezi s samim tem vodstvom OSU-ja, ne? Vse, kar se dogaja od teh eventov pa teh turnirjev, je vse strani communityja. Vsak community lahko ustvari svoj event, vsak ustvari lahko svoj turnir in ali ga hosta oziroma ga gosti online, da je vsak doma, ne rabiš nič prihajati, ali pa lahko tudi prijaviš ta dogodek in je dejansko nekje na nekem placu. Ampak teh ni skoraj zelo redko. Jaz poznam samo enega, pa še to je bil na tem International Meetu. Pa tudi problem je, ker OSU je specifično taka igra, ko se zelo težko navadiš v drugem okolju igrati. V drugem okolju. Recimo, jaz moram do milimetra natančno naštimati pozicijo tablice, če jo premaknem 1 centimeter v desno, sem že izgubil. In jaz tako narisan imam na mizi, recimo, kje točno jo postavim, kje moram keyboard imeti, kje moram komolce postaviti. Pač vse. In recimo, če prideš na nek turnir, ko je uživo, pač recimo že to, da je miza malo više, lahko čist zdravi. In to je muscle memory. To je zelo precizen. Muscle memory. Ni čudo, da je online večinoma ti turniri v to, da lahko res v svojem terenu.
Se dejansko že sedeš, navadi tebe. Obris, na mizi je tvoj obris, da počneš. Da malo spet vse krvi. Ja, svoje roke imaš, potem pa vse okolje prah, ampak tam, kjer ni prah, svoje roke. Zato, ker ne premikaš nikoli roke, samo zapestje in to je to.